Zgodovina pravi, da je bil prostor Gorenje Trebuše zaradi strmih pobočij Trnovske planote in slabih prometnih povezav dolgo časa neposeljen. Goriški grofje, ki so tod imeli svoj primat, so si v tem samotnem in gozdnatem svetu uredili obsežna lovišča. In že tedaj je življenje Trebušanov krojilo oglarjenje in glažutarstvo, skoraj pri vsaki hiši pa so kovali žeblje, ki so jih nosili prodajati v Čepovan. No, Trebušani so dosti iznajdljivi. V tistem času so precej opravljali kontraband, kot se temu reče. Kuhali so Drnulov šnopc, žganje so prodajali, alkohol, razne živali. So predajali v Italijo maslo, jajca so nosili po 8 ur deleč, to so, trampili, nazaj nosili moko in take živila, ki jih pač ni bilo možno dobiti doma. Živeli smo v bedi, ki bi doma drugače povedala. Te nismo imeli, ni bilo lepo. Nismo bili vajeni na razkošje živeti, smo bili vajeni v stiski. Tukaj smo šli naprej. Kar smo doma predelali, mleka, jajca, koruza, košunica, vse tako smo. Vse smo delali doma. Življenje v tem grapastem svetu je rodilo samorastnike. Domovi tukajšnjih ljudi so še danes raztreseni preveč narazen, da bi se lahko zanesli na sosede. Je bilo pa to območje dolgo časa pod italijansko oblastjo. Številni kmetje so morali zaradi prezadolženosti zapustiti svoj grunt in v izpraznjene hiše so se naseljevale italijanske družine. Spomin na tiste čase pa je živ še danes. Ne rad se ne spominjam, prav res ne. Prav res se ne rad spominjam. Še več straha je bilo, kot revščine, mislim, da kjer so bili Italijani. Ni se smeli. Če se da vede, kjer kišnih hajnja skuhal, tu so vse skriv štivali. Tukaj je šel zapor in pa še kazen. Jaz enkrat mislil, da bom umral, me je dovršica, učiteljica celjanska, vzela tisti moj kos kruha, kaj me mama doma odrezala, pa me namazala marmolada, ali jaz nisem poznal, prej marmolade doma in nisi dje kupili nisa. Smislil, da me pa tevčka direkt namazala var, sem skoraj bruh. Pozab ne človek, ne pozab človek. Spomine imaš. Sam ti zbati je bilo hudo. Je bilo hudo, smo sovražili Italijane. Tam pa gre, vse mimo gre. Svoj davek pa je v Trebuši zahtevala tudi druga svetovna vojna. To zadnje ofenzivo, peto ofenzivo, ki je bila najhujša, ker je bilo zmešano. Zaporniki so stili prostovoljno več se boriti tolem pa. Tu se pravi, tu je bilo pa, no in kaj bi rekel, zločine so delali, ropali pa v hiše, rinke, če bilo kjera, imel rinka, da ni skrival, pa kjera se je spol najdel ustak za tist hip, te šlo mim, slišali se pa zelo hrdo. Kaj se pa slišal? Ja, ko so jih pobivali, ko so streljali, nedolžni ljudi pomajajo. Kmetje so pobrali, kmetje po njih krajih, delno sum, da delajo za tabele, za taplave, so kmetje kar holo rok, pobrali z njiv, pa jih zašli šovat, tudi naši, ne Nemci in Italijani. Vsak je odležalostni, kaj ni bilo človeka več nazaj, da je pa sin ali pa mož, mrtve sem pa videla, pa se je hitro pospravili, se je hitro po kopalih. No, ni domačije, ker ne bi bil partizan med enobejem domoval, prebival, se hranil ali kakorkoli. Torej, tudi največji kmeti, ki so imeli po 30-40 glav živine, so dali do zadnjega repa za to vojsko. Po vojni pa se je življenje Trebušanov spremenilo. Tedanja oblast je vaške ljudi povlekla na delo v mesta in iz Trebuše se je življenje počasi odlivalo v dolino. Ljudje so namreč tam spodaj iskali sanje po boljšem, lažjem in lepšem. 781 ljudi je bilo živečih, da je župnik v cerkvi pa vedel. Po vojsko, veste, vsak je šel, da je služba, da bil, ka ni bilo službe, ni bilo že živete. So šli kamerje malo kjer, da je bil služba in se ni vračal nazaj. Sem štela sam punci, čez 40 šlo, a ta z vasika je ni bilo večjih pa nazaj, so se drugot poračile. Vse jih polje in gost bo vreče, kaj jih ni noter, kjer se bo več vrnil.
Ma žihru, riskama, ljokama, kaj, jaz pomagati ne morem. Ne morem. Mladi rod je moral iti v svet in generacija po vojni, od leta 48 do 55 smo šli vsi, ali v uk, ali v študij, ali nekaj podobnega, tako da smo se vračali potem mnogo kasneje, že ko je naša moč, bom rekel, za biti doma, pojenjala. No, luč stalno gori približno okrog 30 številkah, isto se tudi kadi iz teh dimnikov, približno 30 do 40 je takih, ki pridemo na konc tedna na vikend ali pomagati staršem, sorodnikom na kmetiji. Ostalo je pa v glavnem postaja že ruševina, opustošene kmetije. Trebuša pa je še danes tak samoten svet z veliko tišine in ljudje tu živijo plaho in odmaknjeno. Drva štimam tako, vse tako delam. Kako so pa zime v teh koncih? Zime so pa preveč dolge. So dolge zime. Televiziji gledam tako zvečer. Tam tako v kurino tam zvečer mar se grejeva. Še mama je tam, se grejeva v kup. Greva pa spat tako zvečer. Meni je raz, da jaz se pripravljam za nov svet, za vesolje ali kam, v pokal nebesa, da pokajnem. Kaj je rom, tam neč druga na rom, da bi zdrav, da kero pomhivati, delati, in pa je pa kaj zaspal. Neč druga, kaj nimaš, koga več. In tako se stekajo zgodbe Trebušanov. Te male, samotne usode, ki se tipajo v teh pozabljenih hišah, kjer je nekdaj teklo življenje na način, kot da je za zmeraj. Kako kratka je minljivost človeka, se vam ne zdi?